Pokojninsko osnovo za izračun pokojnine naj bi podaljšali z veljavnih 24 na 34 zaporednih najugodnejših let. Postopno naj bi uvedli tudi točkovni sistem. Ta meri individualne dohodke v razmerju do povprečnega dohodka širšega gospodarstva, glede na ugotovljeno razmerje pa se določi število točk za vsako posamezno obdobje vplačanih prispevkov. V okviru bele knjige so predlagane 4 možne variante upokojitvenih pogojev. No, 4 variante so take. 63 let, 42 let zavarovalne dobe, 65 let, 35 let zavarovalne dobe za tiste, ki so nekoliko manj aktivni in 67 let, 15 let zavarovalne dobe. Druga in tretja varianta sta si zelo podobni, obe v bistvu omogočata 2 izhoda. Edina razlika je, da se v bistvu ena izteče malo kasneje, druga pa se izteče zaradi hitrejšega prehodnega obdobja malo prej. No in četrta varianta, ki recimo temelji na varianti Bismarckovega sistema, če kot recimo tisto tipično predstavnico vzamemo Nemčijo, 63 let 45, 65 let 40 let zavarovalne dobe in 67 let 15 let zavarovalne dobe. Leta 2045 govorimo o generacijah, ki šele sedaj vstopajo oziroma so ravno kar vstopile na trg dela. V predlaganem sistemu zaradi črtanja pravice do predčasne pokojnine tudi ni sistema malusov. Predvideni so bonusi za delo po dopolnitvi 40 let zavarovalne dobe. Pravico do letnega dodatka, ki je za upokojence v podobni vlogi kot regres za aktivno prebivalstvo, naj bi izločili iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Del sredstev za izplačilo letnega dodatka pa bi lahko uporabili za varstvo posameznikov z najnižjimi pokojninami ali pa za dolgotrajno oskrbo. Ob kateri starosti se bomo dejansko upokojevali? Zdaj, kateregakoli izmed predlaganih variant sprejmemo, se bomo upokojevali kakšno leto ali 2 kasneje, kot bi se upokojevali po trenutno veljavni zakonodaji. Tukaj morate razumeti, da pri kombinacijah, iz katerih smo izhajali, smo upoštevali tudi dejstvo podaljševanja življenjske dobe. In ne glede na to, da se bodo posamezniki upokojevali leto ali 2 kasneje, leta 2060, to pomeni, da bodo približno enak odstotek svojega življenja preživeli v upokojitvi kot posamezniki, ki se upokojujejo leta 2013. Pokojnina iz prvega stebra bo višja kot zdaj. Razmerje z našo zadnjo plačo bo med 60 in 70 odstotkov. Za vzdržnost pokojninske blagajne je treba po njegovih besedah veliko narediti tudi pri zagotavljanju delovnih mest za starejše delavce in za mlade. Dr. Gregor Strban iz Ljubljanske pravne fakultete se je v razpravi izrekel predvsem za krepitev prvega pokojninskega stebra. Predvsem država ali pa ministrstvo, ki zastopa interes vseh, se mora pogovarjati predvsem o prvem stebru in ne toliko o drugem in tretjem. O tem bomo verjetno še kaj slišali danes. Jaz nisem največji pristaš drugega stebra, zato ker se mi zdi, da gre pri njem za obratno solidarnost. Predsednik uprave Modre zavarovalnice Borut Jamnik pa je predstavil pozitivne izkušnje drugega pokojninskega stebra. 500 tisoč ljudi je vključenih, mogoče 2000 manj v tem trenutku, 2 milijardi sredstev je zbranih. To pomeni, da je približno 60% vsega aktivnega prebivalstva vključenih v sistem, 95% vseh vplačanih sredstev je vplačanih strani delodajalcev.